Evo, Miran, izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Časi so zanimivo težki za večino nas. Za nekatere mogoče ne, saj tako si predstavljajo, ker grejo rajši po tretji ali pa tudi nekateri po prvi odmerek. Dolgoročna rešitev, to mi vemo, da to ni, samo žal tako je. Zdaj bi pa najprej potrdili zapisnik 36. redne seje. Zdaj, če je kdo, če ste prebrali, bi prosil, če ima kdo kakšne pripombe. Če nihče nima pripomb, se smatra, da bo zapisnik 36. rednega srečanja društva Belis potrjen. V redu, noben nič ne pove, to se pravi, da pripomb ni. Potem je bilo, prejšnji teden smo še izvolili predsednika in podpredsednika častnega razsodišča ter 3 člane. Tudi ta zapisnik moramo potrditi, dobili ste ga, če ste ga pogledali, če ima kdo kakšne pripombe. Vse tiho je bilo, v redu, smatramo, da je tudi ta zapisnik potrjen. Zdaj bi pa jaz nekaj povedal, kar je, danes sem zjutraj to najdel na internetu od Karin Rižnar, pa mi je bilo dokaj zanimivo, za začetek bi to mogoče šlo, pa bomo pa skupaj še kakšen stavek povedali, kakšna je situacija in kaj kdo misli, kako naprej. Zdravstvene oblasti so ne samo pri nas, ampak v vseh razvitih državah, kjer je davkoplačevalskega denarja dovolj za prelivanje v visoke dobičke farmacevtske industrije z nezdravimi ukrepi, kot so zapiranje družbe, socialno distanciranje in vsakršno omejevanje stikov na manjše enote, ne samo povečalo skupno število hudih potekov bolezni in smrti, ampak so virusu dale možnost mutacij in razvoja novih različic. Zato obstajata 2 razloga. Prvič, virus ima pri kasnejšem nastanku čredne imunosti več časa za mutacije, do katerih ne bi prišlo, če bi imel manj časa. Drugič, ker je v določenem trenutku manj ljudi imunih, ima virus na razpolago več gostiteljev, ki jih še lahko okuži in ima tako več možnosti za mutacije, do katerih sploh ne bi prišlo, če bi ne imel na voljo dovolj gostiteljev. Zato je že v prvem valu epidemije prišlo do pojava različic virusa, do katerih zelo verjetno ne bi prišlo ob uporabi ukrepov, ki bi temeljili na znanstveni podlagi. Že to je dovolj hud udarec za ljudi v razvitih državah, vendar to ni bila zadnja huda napaka, ki so jo naredile in jo še delajo zdravstvene oblasti. Še bolj usodna napaka je bilo množično prisiljeno cepljenje. Sredi epidemije s farmacevtskim pripravkom, ki ni bil dovolj premišljen in ni bil dovolj kakovostno razvit in primerno testiran, da bi imel pozitiven učinek na razvoj epidemije. Farmacevtski pripravek ima najmanj 2 bistveni pomanjkljivosti, lahko pa še 3. Prvič, neučinkovitost, saj ne preprečuje okužbe z virusom in prenosa na druge, kar je pravzaprav po definiciji glavna ali celo edina naloga resničnega cepiva. Drugič, spodbujanje neustrezne imunosti.
saj spodbuja zgolj specifični ali ozki odziv imunskega sistema prejemnika pripravka. Pripravek spodbudi nastanek protiteles na en sam antigen ene same različice virusa, kar lahko povzroči dva problematična imunska pojava. S protitelesi pospešena bolezen in izvirni antigenski greh. Pa še ta imunost za razliko od naravno pridobljene s časom močno pojema. Pogojno ima lahko še tretjo pomanjkljivost, imunsko toleranco. Zaradi nove, ne dovolj preizkušene tehnologije pride imunski sistem v stik z antigenom, s beljakovino, ki je že sam po sebi toksin, neposredno v celicah, kar pomeni brez poprejšnjega imunskega odziva prve obrambne linije telesa in s tem vnetnega procesa, v katerem nastajajo različne imunske komponente in zaradi katerih nastane tudi imunski spomin. To ga lahko zmede do takšne mere, da najprej tolerira antigen, kasneje pa še celoten virus. Seveda to ni dovolj raziskano, da bi lahko zanesljivo vedeli, raziskave pa kažejo, da je ta scenarij zelo možen. Zaradi kombinacije vseh pomanjkljivosti je učinek množičnega cepljenja sredi epidemije natančno obraten, kot bi bil učinek pravega cepljenja s pravim, dovolj premišljenim, razvitim in testiranim cepivom. Še naprej bo povečevalo intenzivnost in dolžino epidemije ter imelo porazen učinek na zdravje ljudi, da o njihovih pravicah ne izgubljamo besed. Neučinkovitost spremeni cepljenje v super prenašalce novih različic virusa in da virusu na razpolago več gostiteljev za nadaljne mutacije in vedno nove različice. Specifična imunost cepljenih pa še poveča selekcijski, evolucijski pritisk na virus, da mutira v vedno bolj infektivne in potencialno nevarne različice, proti katerim cepljenje vedno ne pomaga. Povsem mogoče je, da bo zaradi ukrepov virus mutiral celo v različice, proti katerim niti naravno pridobljena imunost po prebolelosti ne bo več ščitila. Zdravstvene oblasti so v tej situaciji zmogle najti eno samo rešitev in to je osvežitveni odmerek, ki bo dodatno poglobil zgornje probleme in prinesel še zdravstvena tveganja za prejemnike. Rešil pa ne bo nič. Bravo! Zares potrebujemo tretji odmerek nečesa, kar ne deluje oziroma deluje kontraproduktivno. Bravo! A ja, pa še 10-dnevnega zapiranja bomo očitno deležni enkrat v naslednjih dneh. Ne vem sicer, koliko bo trajalo to 10-dnevno zapiranje, verjetno oziroma mogoče tudi celo zimo. Seveda je glavno vprašanje, kam gremo. Prepričani smo, da trenutno na svetu ni človeka, ki bi znal zanesljivo odgovoriti na to vprašanje. Saj človeštvo še nikoli v znani
zgodovini v primeru epidemije respiratornega virusa ni ravnalo tako neumno in samouničujoče. Lahko samo analiziram trenutno situacijo in razmišljam o nekaj verjetnih trendih. Prvič. Zdravstvene oblasti in tisti, ki stojijo za njimi, ne bodo priznali napake. Zato se bodo napake nadaljevale in kopičile. Oblasti si izmišljujejo vedno nove statistične trike in laži, s katerimi zavajajo javnost in zakrivajo resnične vzroke hudih posledic epidemije in njeno trajanje. Drugič. Z vedno novimi napakami bo lahko virus vse močnejši in nevarnejši. Zanesljivo zacepljene in neprebolele, prav mogoče pa celo za prebolele. Dosedanje različice so za večino ljudi še vedno manj nevarne od virusa gripe v nekoliko hujših sezonah. Vendar ob dovolj napakah zdravstvenih oblasti ne bo ostalo nujno tako. Ni izključeno, da čredne imunosti zoper ta virus sploh ne bomo nikoli dosegli. Tretjič. Najverjetneje moramo pozabiti na vrnitev v staro normalnost, o kateri nas večina, ki vsaj malo razumemo, kaj se dogaja, verjetno še sanja. Okay. Mogoče v tem sanjajo bolj tisti, ki se hodijo cepati. Dvomim, če od nas o tem, kdo sanja, ker nam je mehen bolj jasen, da nova normalnost ne bo več stara normalnost in bo, če zdaj gledamo, mogoče kruta normalnost, če pa malo drugače pogledamo, pa ni rečen, da bo kruta normalnost. Čisto odvisno, kako to vzamemo. Četrtič. Trenutna situacija prinaša bogatim in vplivnim izjemne dobičke in izjemno bogatenje, zato ne moremo pričakovati, da bi se situacija spremenila pred naslednjim ekonomskim kolapsom. Vprašanje je samo, koliko časa je še do tja in kako hud bo kolaps. Petič. Trenutna situacija prinaša tistim na oblasti izjemno navidezno moč in samozadovoljstvo. Zato ne moremo pričakovati, da bodo svoj trenutni diktatorski položaj ja, okay. Predali kar zlahka. Povsem mogoče je, da bo prišlo do resnih političnih trenj in dogodkov s hudimi posledicami, predvsem za nas navadne ljudi. Šestič. Naše zdravje pa bo skoraj zanesljivo postalo naša največja in hkrati najbolj ogrožena vrednota. Prihodnost ni videti rožnata. Človeštvo je uspelo sorazmerno nenevarno različico virusa prehlada spremeniti v neskončno zdravstveno krizo z obveznimi patentiranimi genskimi terapijami in življenjem v totalitarni državi s strogim nadzorom vsega. Zdi se, da drvimo v katastrofo. Kokar za kerga, bi rekel. Lahko drvimo v katastrofo, lahko je pa katastrofa izhod iz norega sveta. Če jaz samo pomislim, leta in leta sva se z ženo doma pogovarjala, pa smo normalen.
A je ta normalen? A sem jaz že sprašal, sem jaz normalen? A smo vsi normalen? A smo vsi malo že nori? Življenje, vsako leto 3, 4, 7% bruto BTP, še gor, nikoli gor. Delajmo, zapravljajte, vse to, dajmo še delati, večja plača, ne boš mu več 101, imaš Volkswagen, ne, BMW-ja je treba, stanovanje, ta je premejhen, to ne morem živeti, včasih so lahko živeli na 300 kvadratah, pa jih je bilo 10, danes ne moramo na 70 3 živeti, potem je treba hišo, je treba v Kranj gor, unank imajo še več, vikend, na morju vikend, od ozgaska se ti zmeša, več ne veš, kaj je bil v bistvu, mislim. Če je to življenje, oprostite, za mene ni. Za mene je življenje, da razmislimo, kaj je resnično prihodnost naša, ker sigurno se vsi sprašujemo, samo ne vemo, nihče ne more točno vedeti in rešitelja trenutno na svetu ni. In moramo biti združeni, združevati se moramo isto misleči in tudi, kar se do zdaj še ni dogajalo toliko, določene akcije bo potrebno začeti delati. Očitno nam kriza še ni tako huda. Očitno. In vsak se mora tudi vprašati, kaj naj na sebi naredi, da se bo čim več iz tega ven izpeljal, da se bo sprostil, nekomu pomaga, ne vem. Dvomam, če večini še pomaga, da se v sedmah usede pa Pop TV gleda tisti, ne bi rekel kakšen dnevnik, ker besede, ki mi poj prije, so dosti hude. Ali pa za 5% boljše mogoče na TV1, ker na Pop TV so pa resnično prišli za mene novinarji, ki so podan od podnat. Mislim, to pa taka agresijo, ki pa oni z besedami zganajo, to pa, da bi jaz šel to gledati, mislim. Jaz živčen ratam v 8 zvečer, to je dejstvo, če bi to gledal. In treba je razmišljati, kako se sprostiti. A je to za enega, ne vem, lahko meditacija, hoja po, meni je izredno, je meni pomemben, hoja po gozdu, da gremo v hribe. Ma ne v hribe, da mi je splezal, pa tekmoval z ne vem kjermu, ki je 20 let star gor na Triglav. V hribe je treba jeti to, kar si zmožen, da imaš puls, to je za sebe govorim, puls tam 130 do 150, 160 je pri meni še v redu. Jaz, ko si meram pri 180, se meni začne že dogajati določene stvari, že začnem tle v sencah mečkant, pri 185 mi že tle senca začnejo utripati, to pomeni, prekuril si se in potem ne moram več tako naprej. Vse je treba v nekih normalnih mejah delati. Nikoli niso stvari, ki jih pretiravamo, so vedno škodljive. In tudi, če se kdo športom ukvarja, minimalno ljudi na svetu je sposobno se ukvarjati z aktivnim športom, vsi ostali smo narejeni za normalen šport. In hoditi v fitness po službi zvečer je neumnost. Pa kakorkoli mi bo kdo rekel, to je čista neumnost, ker takrat si spet neke, ne vem kaj so, hormoni, to, tret, vse sorte se ti noter odpre, priješ domov, čez uro, dve greš spat, ne moreš zaspati, to so take stvari, da napori se morajo delati do povdne. To je tista bistvena stvar, popovdne se moramo že čim manj in počasi umirjati. Večer moramo biti umirjeni. To je bistvo, ne. Pa to, kar nam branijo, druženje z podobnimi mislečimi ljudmi, da se pogovarjaš, pa strah, se to pa itak vemo, se to nam skozi bombardirajo s tem strahom. Če se znamo odklopiti od tega strahu, smo zmagali v bistvu, pa zdravje, 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 zdravje. To bo zlato, to je že danes vidimo, v bodoče bo to je vse, imaš zdravje, meni je popolnoma vsejen, ne nam zaprejo, to kar je zdaj, to meni nič ni prezadan, ne nam zaprejo centre. Ma zakaj mi radimo centre, kdo mora v te nakupovalne centre hoditi, kaj not delaš? Včasih še v nedeljah so hodili, pa pej tu naravo, pa kaj boš delal po nakupovalnih centrah, a rabaš zapravljati tam? Hvala Bogu,
manj imamo dohodka, enega nimamo nič, enega maste, eni kakorkoli. Ne rabiš zapravljati, koliko pa rabiš za nujno življenje, greš na tržnico, kupaš slovensko robo, ta pravo, ne od enega tam, zdaj spet tako rekel šiptarja, čeprav ni nič kriv, ki tamle na uni tržnici, ki pripeljejo z Italije na tone in tone kupov, pa tam sortirajo, to ni, tudi ta sadje je za nič. Ja. In v glavnem, jaz vidim to budočnost, kako se bo naprej iztekal. Bog nam bo povedal, ko bomo na to pripravljeni. To je to. Ok, za danes je to zaenkrat. Hvala lepa. Hvala, Miran. Takole, ja, da ne bo komu v slušalke odnesli, ne bomo ploskali. To se pravi, Miran nam je dal par dobrih nasvetov za naprej. Sedaj pa nadaljujemo naše srečanje. Vsem, ki ste se na novo priklopili, lep pozdrav. Vsem, ki ste bili vmes na Zoomu, je prišla ena tehnična težava. Zoom je kar zamrznil, uspel sem ga reaktivirati, tako da upam, da bo zdaj v redu. In imamo danes še eno našo članico, Adriano Dolinar, ki nam bo povedala, jaz mislim, če rečem zgodbica, iz katere se naučimo marsikaj, so zgodbice, ki so zgolj zgodbice, vendar zmeraj bazirane na realnih stvarih in na dejstvih. Iz teh zgodbic se učimo, predvsem kar se zdravja tiče v tej naši situaciji, da moramo čim prej poskrbeti za svoje zdravje. Bolj, ko bo vsak za svoje zdravje skrbel, bolj bo tudi družba zdrava. Vendar, kot se vidi, nam tega ne omogočijo. Jaz sem prej rekel, kar se mask tiče v Sloveniji in po svetu, najprej ti nataknejo masko, da ne moreš dihati, pol te peljejo pa v bolnico, te nafilajo pa s kisikom. Hvala lepa za tako zdravstvo in to je danes znanost. Ne? No, o zgodbici, ki smo govorili, mislim, da je bilo 14 dni, Adriana, 14 dni nazaj, ne? O nevarnem holesterolu in tako naprej, to smo že spoznali. Danes pa bi govorili o manipulaciji medicine s farmacijo. V teh zgodbicah vidimo vzorce za trenutno dogajanje, vidimo, kam to pelje in zakaj se zapeljan vlak ne bo ustavil, če ga ne bomo sami ustavili. Reši nas lahko le to, da izstopimo iz njega. To zavedanje nas lahko spodbudi, da začnemo sami celostno skrbeti za svoje zdravje, kar je v današnjem času nujno potrebno in seveda, kot je Miran lepo povedal, osvobajajoče. Torej, danes bomo spoznali zgodbico o nevarnih mikrobih, ki odstira zanimivo dejstvo, da razvoj nevarnih mikrobov v naših telesih ni vzrok, ampak posledica predhodno ustvarjenega bolezenskega stanja. Več o tem nam bo zdajle povedala Adriana in sicer vprašujem te, kako se ta zgodbica o nevarnih mikrobih in njihovem agresivnem uničenju sploh začne. Beseda je tvoja. Hvala. Dobrodošla. Pozdrav sem. Evo, da me vidite. Ne bom skrita nekje, ampak se upravičujem, jaz ne moram direkt v kamero gledati, tako da ne mi zameriti, če ne bom vas gledala, tako kot eni znate. Dobro. Ja. Mogoče čisto sam na začetku še, a veš, tisti disclaimer, kot ponovadi dajo, a ne? To, kar boste zdaj poslušali, je informativne narave, ni namenjeno, da bi se zdravili na ta način, če so kakšne težave zdravstvene, stopite do svojega zdravnika in tam rešujte problematiko, ne? Tako da to se mi zdi pomembno povedati, glede na te čase, v katerih danes se ne preživljamo svoje muke. Ja, kako se je ta zgodbica začela o nevarnih mikrobih? Pisali se je nekje 100 let nazaj, ne, glede na tisto zgodbico, ki smo jo 14 dni nazaj imeli, in sicer 1850. leta so znanstveniki razmišljali, kaj je tisto, kar nas porine v bolezen. So krivi mikrobi, zloglasni, ne vem, ta mikrob, virus, bakterija in tako naprej, ali mogoče kaj drugega krivo, da se te mikrobi pojavijo in nas napadajo in povzročijo bolezen. Ne? In takrat sta bile predvsem dve struji prisotni, in sicer eno je zastopal Louis Pasteur,
tega zelo dobro poznamo po pasterizaciji, a ne, če kaj vlagate živila doma, to je super zadeva, da je to iznajdu. Ampak tisto teorijo, ki jo bomo danes pogledali, pa ni tako super, ne, ker nam nakopala kar nekaj težav. Druga struja je pa v bistvu na čelu katere je bil pa zelo priznan, že takrat zelo priznan znanstvenik, Antoine Béchamp, ne vem, če sem prav izustila, ampak kako je ta borba potekala, je bilo tudi zanimivo, ampak recimo Pasteurja, če greste brati knjige, ki to zgodbo o teh nevarnih mikrobih zelo potanko opisujejo, za njega pravijo, da je bil prevarant in plagiarist. In ko sem šla brati, zakaj ga tako označujejo, ker to so kar take hude obsodbe. Morate si misliti, on se je celo to zgodbico o nevarnih mikrobih sposodil od enega znanstvenika še 100 let pred njim. Še zlagati se ni mogel sam. Ampak to ti da po svoje tudi nekak misliti, da mogoče tudi ni bilo to vse samo njegovo delo, ampak mogoče neki strici iz ozadja, ker danes tudi vemo, da nekdo vse skupaj to pelje, so že 100 let pred njim poskušali nekaj nam predstaviti, da bi mi to zagrabili, pa ni mogoče šlo, pa so potem s Pasteurjem poskusili. In dejansko je bilo tako. Zelo priporočam res v branje dve knjigi, Izgubljeno poglavje v zgodovini biologije, pa še plagiarist, Pasteur plagiarist. Ne vem, je možno, da to jim tudi link damo, da si pogledajo. Kasneje, ko se imamo ta prenos. Ja. To je pa zelo zanimivo, mislim, da ko človek tako posluša, dobi občutek kot zgodba, kot smo jo zadnjič poslušali, ki je na las podobna. Koroni zgodba, da naši pravzaprav prenesena samo z drugimi imeni, z drugimi virusi, z drugimi bakterijami in tako naprej. Holesterol 14 dni nazaj, ki si nam povedala. Se pravi, gre zmeri za vsiljevanje nekega problema in potem, seveda, ko je problem dosti prepoznan, ko se ljudje ne znajdejo več, potem pa ti država ponudi tako imenovano rešitev v upanju, da to sprejmemo, verjetno z nekim razlogom, seveda. Kaj so razlogi v ozadju, je itak vse načrtovano. Zdaj, kako se je merjenje moči na to temo končalo? Kdo je potegnil kratko in komu je šla podpora in od koga? Naprej daš? Ja. Ja, tako, kaj je pravzaprav Pasteur zastopal? On je zastopal idejo, da so za bolezni krivi samo mikrobi. Se pravi, dosti je, da ne vem, iz južnih krajev k nam prileti virus gripe, se pridemo z njim v kontakt in mi zbolimo. Da so sami mikrobi dovolj, bakterije, virusi in tako naprej. Po drugi strani je pa Béchamp imel čisto drugačno teorijo, ki je v bistvu tudi to, kar je Pasteur takrat razlagal, že znanstveno ovrgel. In on je sicer razlagal, da niso sami mikrobi tisti, ki povzročajo bolezen, ampak da mi sami dejansko ustvarimo okoliščine, pogoje v telesu, na katere se ti mikrobi lahko primejo, zrastejo in povzročijo težavo. In seveda pri prvi varianti, pri Pasteurju, je bila rešitev za mikrobe uničevanje mikrobov, pri Béchampu je bila pa rešitev kaj? Ja, okoliščine spremen, pa se mikrobi ne bodo razmnožili in ti ne bodo delali problem. In zdaj, ko sprašuješ, kera je obveljala, v tem merjenju moči. Seveda je zmagal tisti, ki je ponujal, njegova rešitev je ponujala več dobička tistim bogatim družinam. Se pravi, zmagal je Pasteur z njegovo idejo, da je treba mikrobe uničiti. Podprl ga je z vsemi sredstvi, verjetno ne samo ena družina, na prosojnici vidite eno od teh, to so Rockefellerji, verjetno so bile tudi druge, te vplivne, se jih ni več kot 13, kot vemo, ki so videli v tem zelo velik zaslužek. Kje? Ja, v izdelavi sinteznih antibiotikov, se pravi vse anti za uničevanje virusov, bakterij, glivic, plevelov in tako naprej, insektov, to je šlo vse v to smer. In kaj smo mi iz tega potegnili, verjetno spet takrat. To je, mislim, sploh ko se
posluša, je vedno denar v ozadju. Ja. Sploh, ko se je zgodil ta razmah proizvodnje antibiotikov sinteznih, ne, po letu 1930 nekje, takrat je tudi naše zdravje šlo vse bolj navzdol, na žalost. Tako da ja, seveda, kje pa sam zdaj tudi slišimo v medijih, tudi kakšni zdravniki, ki so izstopili iz sistema, znajo povedati, jaz naprimer svojemu otroku do 17 leta nisem predpisala antibiotika, pa verjetno ve, zakaj ne, zdravnica. Mislim, so tudi te druge strani, ki se še vedno oglašajo, da se da na drugačen način, na tak način, kot je Bešan predlagal, ampak spet cenzura dela svoje, ne? Denar dela svoje, farmacija, lobby, vse skupaj to dela svoje. In dejansko smo danes tukaj, ker smo, ne, prevlada še vedno, ko se v družbi pogovarjamo, jaz sem staknil gripo od soseda, ne, ali pa sem dobil glivice na bazenu. Ja, res. Ja, ko so nas naučili, ne. Ko človek posluša, naprimer, jaz če primerjam, bom rekel, v poklicu, v katerem sem bil kot, najprej kot po izobrazbi teolog, pol sem delal kot duhovnik, sem mogel biti tudi v spovednici. In marsikaj sem tam slišal, poleg tega so se ljudje tudi na različne načine izpovedovali. Predvsem na koncu tuzemnega življenja, ko se življenje izteče, takrat človek razmišlja povsem drugače. Na vrata potrka vest, sprašujemo se, kaj smo v življenju naredili, česar nismo, kaj smo opustili, kje so tiste stvari, ker ko se bližaš koncu, vest ne da miru in ljudje povejo, kar bi morali povedati že tekom življenja. Sem slišal zgodbica, ne, da je bilo pri Pasterju tudi tako. Kaj nam lahko o tem poveš? Ja, dejansko je očitno tudi njemu vest toliko noter trgala, da je priznal, da se je zmotil. Da ta njegova teorija ne drži. Da mikrobi so nič, okolje je vse, je rekel. Kar pomeni, da je dal prav Bešanu. Ampak, če pogledamo, kje smo mi danes, ja, vlak se je takrat odpeljal in se ni ustavil. Kak medicina še vedno tretira vse mikrobiološke oziroma mikrobne težave na isti način, kot je on takrat predlagal. To se pravi, zgodbo so peljali čisto napačno smer. Čisto napačno smer. Mogoče za razjasnitev, da vam je lažje, da dojamete, zakaj smo danes tukaj, kot smo, so tudi tukaj na prosojnici 3 videi priporočilo, nekako. In sicer eden je na temo ozadja, sploh nastanka konvencionalne medicine. To je super, da si pogledate, da boste videli, odkje je sploh nastala in kdo jo financiral in s kakšnim namenom. Drug video je na temo monopolja, ta se zelo dosti vrti zdaj tudi po Facebooku, da vidite, katere družine in podjetja so tista glavna tam gor. Boste videli, kako se imena ponavljajo. Tretji je pa 4. poglavje knjige, ki je tudi na internetu dostopna, in sicer korenine, naci korenine Evropske unije. Tako da boste videli, kje smo z vsemi pogodbami, ki jih je tudi Slovenija dejansko je vključena v to, kam so nas pripeljali, zakaj se dan vse to odvija, kar se odvija. Jaz bi te vprašal, če recimo rečva temu strici iz ozadja, z debelo denarnico, če povedano, ne? Ampak v tem času, ko je živel Pasteur, so njegovo teorijo pripeljali do takšnih posledic, če se na primer osredotočimo recimo na antibiotike. Vemo, da so pesticidi in tako tudi naredili ogromno škode, ampak antibiotiki so dejansko tudi rešili marsikatero življenje, marsikateri problem. Po drugi strani pa verjetno naredili tudi velik problem ali pa veliko več drugih problemov. Nam lahko več o tem poveš? Ja, seveda. S tem v bistvu lobiranjem in porivanjem te strategije uničevanja, agresivnega uničevanja mikrobov smo pridelali cel kup težav. To nekako potiho priznava tudi stroka. Čez nekaj dni bomo imeli Evropski dan, svetovni dan, Evropski dan boja proti prekomerni uporabi antibiotikov, kjer lahko poslušamo, kako je treba, ko dobiš antibiotik, tega do konca pojesti, nekje na sredini nehati, da ne pričakujemo ob virusih in gripah, da bomo antibiotik dobili, ker groza je, da ogromno ljudi sploh ne ve, da antibiotik
pri virusnih obolenjih ne bo nič naredil, ne, ker uničuje bakterije, ne viruse, ampak ljudje kar pričakujejo od zdravnika, ne, tudi to je res problem. Ampak zanimivo je, da pa ne izpostavijo, koliko pa oni preveč predpisujejo. Ne. Naprimer, prav v Sloveniji je velik problem v pediatriji. Tam je čist preveč predpisovanja antibiotikov, čist po nepotrebnem. Ne. Zdaj, zakaj? Zato, ker nimajo dosti časa za diagnostiko, za pogovor z pacientom, ne, pa ne ga zahtevajo. Namesto 5 minut, ne vem, 1 uro, če je treba. In tako naprej. Ne. Ja, in kam nas je to pripeljalo? Ena od tistih najhujših dejansko posledic, katere se tudi stroka boji, je to, da bomo počasi ostali brez antibiotikov, ki bojo res takrat, ko jih res rabiš, ne bo noben več pomagal, zato ker se je odpornost na bakterij, na vse te antibiotike že toliko povečala, da praktično več nobenega antibiotika ne bo, ki bi ti pomagal. Ne. MRSA je, na primer, ena od takih problematik. Ne. Greš v bolnico, te operirajo, dobiš še MRSO, in zdaj, ker je razvila že odpornost na en antibiotik, sej, mogoče ti bo nekater drug pomagal, ne, ampak predvidevajo v prihodnosti, da ne bo več kot 3 novi antibiotiki na tržišču, ne, kar pomeni, da moramo res zelo paziti na to, da se jih ne predpisuje po nepotrebnem. Ne. Ena zelo grozna številka, na primer za MRSO, je, da letno 33.000 ljudi v evropskem prostoru umre zaradi okužbe z MRSO. Kar pomeni, da je to kar huda številka, vsako leto. Ne. Kaj so še problematike? Seveda poškodbe celičnih elektrarn, ne samo tisti stranski učinki, ki jih vi lahko berete, ko dobite škatlico z zdravilom, pa gledate, kaj vse povzroča. Ne. Poleg porušene črevesne flore, da se bomo pa dotaknili malo širše, ledvica lahko obremenite, jetra lahko obremenite in tako naprej. Ampak lahko pa tudi poškodujete tiste celične elektrarne, ki so znotraj vsake celice, proizvajajo energijo, da celice, tkiva, organi sploh lahko funkcionirajo. Antibiotik dejansko uničuje vašo proizvodno energije, sploh če je teh kur antibiotikov preveč. Ne. Se ti ime pove antibio, ja, proti življenju. Proti življenju, ja. Kar je največja posledica, ki se jo dejansko niti ne zavedamo, je to, da uničuje ravnovesje črevesnih mikroorganizmov. Pa ne tudi samo v črevesju, ampak tudi na spolovilu, na sluznici spolovil, na koži. Ne. Dejansko mi sobivamo z ogromnim številom mikrobov, ki so dobri za nas. Ne. Ampak oni že ustvarjajo na svoje ravnovesje, da nam ne delajo probleme, ker noter med njimi so tudi taki škodljivi. Ne. Zdaj pa, če mi porušimo to ravnovesje, in to znajo antibiotiki zelo dobro narediti, ne? To je, ne vem, tako kot da bi atomsko vrgel recimo na neko mesto, porušijo vse, uničijo in škodljive in dobre mikroorganizme, bakterije. In ustvarijo ta disbalans. In če sem črevesje pogledamo, ti mikrobi, koristni mikrobi so tam zato, da na vsako hrano, ki jo pojemo, prehranske dodatke, ki jih uživamo, ne, za krepitev, to nekdo v črevesju more prebaviti v fino prebavo, da mi to lahko sploh posrkamo v organizem. In zdaj, če tega mikroživljenja ni, ostajamo brez vitalnih snovi in pride do pešanja imunskega sistema, pride do pešanja regenerativnih sposobnosti telesa. Ne. Kar je pa še hujš, pride tudi do puščajočega črevesja, ne, ker ta obramba na teh mikroorganizmov, kadar so v ravnovesju, to je dejansko prva obramba za našo sluznico črevesja. Od njih se hrani in od njih dejansko dobijo moč, da je zdrava in taktna, da ne pride do vneti in puščajočega črevesja, ne, do drobnih luknjic. Ne. In ko do tega pride zaradi porušene črevesne flore, dejansko še skozi te luknjice v telo vdirajo neprebavljeni delci hrane, ne vem, toksini, ki jih s hrano, s pijačo zaužijemo, bakterije, glivice. In kaj se potem v telesu dogaja? Cela vojna, ne, z imunskim sistemom. Kronična obolenja, avtoimuna obolenja, alergije. Ampak to dejansko stroka nekako noče priznati, ne. Se pravi, smo si mi, zdaj, ko te poslušam, mi smo si v bistvu medvedjo uslugo naredili s to strategijo uničevanja nevarnih mikrobov. En kup težav je nastalo zaradi tega. Ja, en kup težav. Pa tle bi še lahko naštevali. Ja, pa recimo vezano na to, lahko poveš mogoče,
Kdaj je naše telo ugodno za razvoj škodljivih mikrobov? Kaj to pomeni? Mogoče tudi kakšen praktičen primer, najverjetneje, da tudi to imaš, a ne? Ja, če greš en slajd naprej, Ja? najlažje si mogoče predstavljati mikrobe kot semena. Verjetno ste že kdaj kakšno seme posejali nekam. In če ste ga dali v napačno zemljo, da je bila prekisla ali pa preveč bazična, pa da ste pozabili zalivati, ali pa da ste dali preveč na sonce, pa je vse. Ne. Se pravi, vsako seme rabi substrat, se pravi prave okoliščine, da lahko zraste. Ne. In če ste tukaj naredili napako, ali ne bo zrastlo, ali bo pa zelo slaba rastlina. Ne. Podobno je z mikrobi v našem telesu. Če oni naletijo na dobre okoliščine v našem telesu, bojo zelo hitro to začutili, se začeli razmnoževati, celo spreminjati obliko, povzročati vnetje in bolezen bo tukaj, ne? Visoka vročina in tako naprej. Zelo je en tak zanimiv primer, kako kandida reagira na dobre pa slabe okoliščine. Kandido, na primer, imamo vsi v svojem črevesju. Ne? Napaka je, da jo hočemo zredirati, ker vemo, da je škodljiva, ne? Ampak v določenih pogojih škodljiva, ne vedno. Ne? Če je črevesna flora v ravnovesju, ona ne bo delala problemov. Ne? In zanimivo je tudi, da je v taki okrogli obliki, ko je ena žogica, ne? Rečemo temu. In določene dobre funkcije upravlja. Ne? Ko pa mi ustvarimo okoliščine, naprimer zaužijemo eno kuro antibiotikov, drugo kuro, pa ni treba druge kure, ker že v 3 dneh po jemanju antibiotikov pride do hudih sprememb v razvoju kandide, kar ona zazna dobro okolje. Ta celo spremeni svojo obliko v obliko bucike, se približa sluznici, ustvarja vnetje in lahko tudi prelukna sluznico črevesja in uide v organizem. Ne. Sprav, ko seme pade na plodna tla, tako to zgleda. Zapravi gre za ugodno rastišče za mikrobe. Ja. Če imamo v telesu oziroma v krvi, v tkivih, če greš z eno prosojnico naprej, kaj se dogaja? Pomanjkanje kisika, če smo zakisani, se pravi, imamo porušeno kislo-bazno ravnovesje, če je presežek toksinov v našem telesu, težkih metalov, ostankov pesticidov, ne vem česa še vse, ne? Če je oksidativni stres prisoten, se pravi, da je pomanjkanje antioksidantov, da je presežek tistih snovi, ki poškodujejo celice in povzročajo težave telesu, če je šibak imunski sistem, ker naš imunski sistem dobesedno non-stop kot en stražar šiba po telesu in sproti neutralizira nepravilnosti. Ampak če je njegova moč šibka, pol ne zmore več vsega. Ne? Če imamo razne kronične težave, naprimer za diabetes, se ve, ne, da imajo ljudje bolj zakisano kri in tkiva. In bolj, ko smo zakisani, zastrupljeni, pomanjkanje kisika in tako naprej, bolj ugodna tla ustvarjamo za patogene mikroorganizme. Maske so zato tako škodljive, ker pomanjkanje kisika vejo ljudje. Ja, daš masko gor, ni več izmenjave CO2 in kisik in pade kisik v telesu. Ne. To vse lahko sem še doprinese večjim težavam. Če imamo porušeno ravnovesje mikrobioma, zaradi tega, kar smo že prej povedali, ker ni srkanja, ni prebave hranil, ni srkanja vitalnih snovi iz črevesja v telo. Sprav, imunski sistem niti ne dobi vseh gradnikov, da bi lahko normalno funkcioniral in delal, ne? In tako naprej. Ne? Pomanjkanje celične energije. To so vse pogoji, da se lahko razmnožijo. En kup stvari je, ko je telo godno za razvoj škodljivih mikrobov. Ne? Zdaj, kako zdaj tle si naštela en kup stvari, tudi na prosojnici jih imamo, kako pravzaprav telo pride do takega stanja, kako ustvarimo tako stanje, da sploh do tega pride? Ja. Kaj delamo narobe? No, to je ful zanimivo vprašanje, ker z tega pol lahko mi vidimo, od česa je odvisen naš imunski sistem. Ne? Da bo samo ena igla rešila problem, če bomo delali, ne vem, vse ostalo katastrofa, tudi ne bo samo en C-vitamin rešil problem, če na vseh ostalih področjih nič ne naredimo. Ne? Kaj povzroča? Vse, kar ruši dejansko ravnovesje telesa in duha, da se tako izrazim, pripelje do teh stanj v notranjosti tkiv, ki smo jih prej omenjali. Psihični stres konkretno. Tudi ta je velik povzročitelj, naprimer, zastrupljanja po tej plati, da če tisti, ki poznate malo tradicionalna vedenja, se pravi tradicionalnih medicin,
Ali veste, da strah, če smo v kroničnem strahu, zapira energijo ledvic, delovanje energijo od ledvic. Ne? Ledvica pa kaj delajo med drugim? Tudi razstrupljajo, ne? So organi izločanja tistih odpadnih snovi iz telesa ven. In če ta organ ne dela to, tako kot je treba, to pomeni, da strupi ostajajo v telesu in že s tem zastrupljamo telo. Ne? Pa jeza, ki vpliva na jetra, da jetra ne morejo razstrupljati in tako naprej. In se spet kopičijo na strupi. Fizičen stres, če smo prekomerno delamo in da smo preutrujeni, dejansko tudi izčrpavamo energijo telesa, imunski sistem in vse. Ne. Če pijemo premalo vode, s tem si lahko naredimo ful veliko škodo, že samo s tem. Ne. Ker spet limfa more čistiti, ne. Za pretočnost tkiv, za delovanje vseh organov je hidracija nujna. In če je ni, dejansko spet v limfnem sistemu zastajajo strupi in ne grejo tako po hitri cesti ven iz telesa, ampak se počasi premikajo in omogočajo zakisanost in zastrupljenost in pogoje za rast mikroorganizmov. Ne? Če imamo slabo kakovost hrane, ne? Preveč mesa, se pravi preveč take hrane, ki je močno beljakovinska, ki nas zakisa, predelana fast food hrana, polna raznih konzervansov, ostankov pesticidov, ne? To dejansko poveča zastrupljenost v telesu. Preveč sladkorja, s tem vzrejamo še kandido pa parazite, ne pomagamo tem dobrim mikroorganizmom, tudi bela moka, imamo eno napako, in vsi izdelki iz nje dejansko povzročajo zakisanost, pa še hranijo, so substrat za tiste patogene mikroorganizme. Ne. Tudi če premalo spimo, naprimer, ustvarjamo zastrupljenost pa zakisanost, ker telo se najbolj in najučinkoviteje regenerira in razstrupla ponoč. Tudi možgani imajo poseben čistilni sistem, ki samo ponoč funkcionira. Če mi ne spimo ponoč, ampak spimo po dnevi, to ni tisti normalen ritem. Ne? Mora biti v skladu z, kot praviš, z naravnimi ritmi. Ne? Če imamo premalo počitka in tako naprej. Ne? Seveda tudi več kot zdravil sinteznih zaužijete, dajte pogledati, kaj so stranski učinki v tistem navodilo o uporabi zdravila. In boste takoj videli, na katere organe škodljivo deluje. In to lahko pričakujete, slabše delovanje telesa. Ne? Splošno slabšanje delovanja telesa. Izpostavljeno sevanjem je tudi problem, ne? Čeprav se zelo zanika, da bi to lahko bil problem. Oprosti, da sem te prekinil. Se pravi, lani marc, april, maj, juni se je veliko govorilo o tem. A lahko izključite morda na Zoomu mikrofon? Hvala. Se je veliko govorilo o tem, o 5G, o vplivu vseh teh sevanj, ne? Samo moment, nekdo, otroci radi poslušajo, dobro, hvala, evo, no, hvala lepa za izključitev, dobro. Se mi nekako zdi, da smo lani govorili o vplivu 5G, kaj je v bistvu celi projekti in tudi pri nas sem jaz zasledil na medicinski fakulteti, ker sem bral ene študije, da so tudi pri nas naredili neko obdukcijo. Kot so jo zdaj naredili, ko smo brali v Singapurju, a ne? Čeprav fakt checker pravi, da to ni res, ne? Mimo protokolov WHO-ja in tako naprej. Oni že vejo, zakaj so naredili prepoved obdukcije, sem da tančno vejo v tej. Marsikaj odkril, zanima me, recimo, pri ljudeh umrli, pa recimo zaradi covida, če že temu tako rečejo zdaj, če dejansko vemo, da gre za popolnoma drugo stvar, a ne? Pa recimo, da gre dejansko za bakterijo in ne virus v tem primeru. Ta bakterija naj bi se pod vplivom tega sevanja, izpostavljenosti sevanjem 5G po novem aktivirala in nastala oziroma neko ugodno okolje in na ta način povzroča strjevanje krvi, sesirjenje krvi ali kako. Popravi me, prosim, če povem narobe. Ja, dejansko jaz to tudi na ta način razumem. Sevanje, sploh Wuhan vemo, da je prvi vklopil 5G antene in tako naprej, pa še onesnažen zrak in tako naprej. Sevanje naj bi v tem primeru ustvarilo v telesu ugodne pogoje, da se ta bakterija lahko, kot smo prej za glivico rekli, razmnoži in začne povzročati težave, lahko da je izločala, ne vem, take toksine, ki so povzročali zlepljanje, aglutinacijo krvi.
Ja, vemo, ne? Čeprav oblasti pravijo, da ni nobene povezave s 5G pa naše notranje okolje, ampak še prednje 5G prišel sploh, ne? Pa so ga postavili, so znanstveniki opozarjali, da tudi ta zdaj sevanja, ko so bila prej 2, 3, 4G, ne, so povzročala težave. Od krvavitev iz nosu do zlepljanja, naprimer, eritrocitov, do strjevanja krvi, do tega, da se ti je dvignil pritisk, celo da si lahko dobil diabetes. In ta diabetes, tega poimenujejo diabetes zaradi Wi-Fi-ja. In to stroka, tista naša stroka. Ima tudi to kakšno vezo s tem, ko nas posipavajo z... Seveda. Vse, kar je pa dodatno, ne, se pravi, če vemo, da sevanja v naših celicah povzročajo problem, ne, vse, kar pa dodatno, tako, ne, skozi chemtraile, mislim, jaz sem prav 2-3 dni nazaj gledala, to je bila tako mreža čez nebo. In bo ta vlaga in ta megla, ki se je spustila za 2 dni dol, ne vem, kaj je svoje, verjetno je tudi svoje naredila. Pa seveda strupi v hrani, pa že dosti je dejansko, da se sploh nepravilno prehranjuješ, ne, preveč mesa, pa že s tem ustvariš še dodatne pogoje. V vodi, če sem pogledamo, s čim nam vodo ne tretirajo, kao razkužujejo fluor, klor, aluminij oksid in tako naprej. Ne. To vse dodatno ustvarja še boljše pogoje, da se lahko karkoli, a zdaj to virus, a je to bakterija, nekaj razloži, kar povzroči te simptome. Recimo, da sem jaz zdaj šef Vodafona. Ja. In sem tukaj na tem predavanju in bi te vprašal, če sevanje, recimo mobitelno sevanje in ta razne frekvence, jaz se na to ne spoznam preveč, ampak ko logično razmišljam, ali tako sevanje povzroča pomanjkanje kisika v celicah. To me zanima. On je prav eden od tistih, ki je poročal o tem, da si spomnil, to je v bistvu eden vodilnih direktorjev Vodafone podjetja, ne, ker vemo, kaj je Vodafone. Ja. Zadolžen je bil prav za program 5G-ja, umetna inteligenca in tako naprej. Če mi že ime Vodafone. Voda. V slovenščini se sliši dobro voda, ne? Ja. Pomanjkanje kisika v celicah. Ja. On je dejansko potrdil, da gre za vpliv z 5G-jem do naših celic, prek teh valovanj, ne pride res do pomanjkanja kisika, do zlepljanja dejansko krvnih celic in do težav, ki so danes opredeljene kot COVID. Ja, zanimivo. Torej, on pravi, da naprimer zaradi te toksične zastrupljenosti, ne, ki se tudi zaradi teh valovanj ustvari v celicah, pride do tega, da tudi kar je zanimivo, če gledamo to prispodobo, kako naj bi ta COVID virus izgledal, ne, ko nam jo pri poročilih vse povsod zdaj imajo ta virus podobico na ekran. Ne. On je rekel, da je to zelo verjetno toksična obremenjenost eritrocitov, to je potrdil tudi dr. Robert Jung, tudi priporočam oba dva sta videa sta tudi na spletu dostopna, da dejansko celica, kadar je prezasičena s toksini, toksine izloča skozi membrano, na ta način, da še delček njene membrane gre navzven in to spusti v okolje. In ta slika je zelo podobna, ne, temu virusu. Zdaj, kaj je res, kaj ni, ne bo očitno čas pokazal. No, recimo, mene zanima, recimo, če se vrneva mogoče ena, dva koraka nazaj, ne, spet v tisto dilemo Pasteurja in Béchamp. Se pravi, če jaz prav razumem, nam je Béchamp skušal povedati v nasprotju s Pasteurjem sledeče. Se pravi, glede na to, kar sem zdaj slišal. Béchamp pravi, dobro, jaz sem tudi malo čarodeja, ni čarobne palčke, a ne, čira, da bom udaril in zdaj se bojo nevarni mikrobi zbrisali. Po tej logiki, a ne, ko nas bodo napadli. Ampak je rekel, da smo mi sami tisti ljudje, ki živimo način življenja, ki odločamo o tem, ali bomo postali gojišče škodljivim bakterijam ali ne. Kar pomeni, da smo sami sebi lahko zdravilo ali ne. In tle so ga utišali in tle je prišel Pasteur, ki je to povozil, to teorijo. A drži? Drži. Lahko več, kaj mogoče o tem poveš?
To drži, ja. Dejansko mi sami smo tisti, ki imamo v rokah moč, ne, kako v bistvu ohraniti zdravje ali pa nič ne narediti na tem, pa se zanašati na en, ne vem, iglo ali pa na nek antibiotik, pa tako celo življenje. Ampak Biti odvisen. biti odvisen. Ampak ogromno ljudi je že spoznalo, da to ne gre, ne? Sploh nažalost, kadar te bolezen urhne, rukne, pa iščeš rešitve, pa jih ne najdeš tam, kjer jih pričakuješ, ker od zdravstva kaj pričakujemo. Da pove, kaj so vzroki, da poda načine, kako jih odpraviti, ne? Pa da spet pridobimo ravnovesje in zdravje. Ampak če tega tam ne najdeš, ne? Pa iščeš druge. Ja. In Bešamp je imel tle prav, ne? Pasteur pa ne. Dejansko z ustvarjanjem, z skrbljenjem, skrbjo za to, da negujemo svoje notranje okolje, da to ravnovesje telesa in duha non-stop čuvamo, balansiramo, to je tisto, ki nam prinaša zdravje. Ne pa ena čutežna tabletka. Kaj bi za recimo v tej zadevi, predvsem staršem? Jaz se spomnim, ko sem bil star pač 20-30 let, nisem imel toliko znanja, toliko izkušenj. Recimo, ukvarjaš se z drugimi stvarmi, svojo perspektivo življenja, s poklicem in zraven imaš otroke. Glede na to dejstvo, ki je zdaj v COVID-u še posebej težko, ker nas s tolikih strani bombardirajo in starši otrok dejansko se ukvarjajo zdaj z masko nepotrebno in z drugimi ukrepi, ki omejujejo življenja. Kaj bi staršem svetovala za njihove otroke, da bi ostali zdravi? A so maske koristne ali niso koristne, distanca in vsa ta psihološka vojna, kako se ogniti stresu, če nam malo več o tem lahko poveš? Ja, dejansko je fajn, ne, vse tisto, kar smo prej povedali, upoštevati, ne, ker le na ta način bojo otroci čim dlje zdravi. Ne. Seveda so omejitve zdaj s temi maskami, ki še dodatno povzročajo problem, če je možnost tistim, ki to rata, ne, probajte, da jih ne bodo imeli, ne. Če pa ne, pa tudi eterična olja, recimo pošpricate na vrat, na šal ali pa na ovratnik, ne, ali pa na mačko. To pomaga. In to pomaga, ne, ker se tiste mikrobe, ki so tam na maski, recimo neutralizira, ne, da se ne okuži otrok od tistih lastnih, ki jih izdiha, ne, ali pa se vzgojijo na teh maskah. Drugače pa zelo pomembno je, veliko staršev recimo zanemarja pomen hidracije telesa. To jih ogromno pade. Ne. Otrokom dajo sladke čajčke, sirupe, tiste obarvane pijače, ne. Ampak s tem jih zakisajo, zastrupljajo in ne poskrbijo za njihovo imunost. Ne. Dejansko ustvarjajo pogoje s tem za rast mikrobov. Torej, te umetne pijače, ki jih dobijo, vse te boljš ne. Boljš ne. Če je le možnost, to res minimalno. Ne. Tista pijača, ki jo telo in otroka in odraslega rabi, je voda, ne, in pika. Mogoče še kakšna limonada za dodatek, ampak ne kot osnovna pijača. Osnovna pijača ne bo voda. Ne. Vsi bodo tudi videli, tisti otroci, ki imajo naprimer težave z odvajanjem, če bodo pili dosti vode, več vode, ne bo več problema z odvajanjem, bo šli z lahkoto na stran, ne, in tako naprej. Kakovostna hrana, na primer, je tukaj tudi zelo pomembna. Tudi v tej knjigi o Pasteurju in tem Bešampu je en lep poskus opisan, kako so dve skupini mačk primerjali. Eni so dali za jesti kuhano meso in zelenjavo, drugi pa surovo, naravno meso, tako kot one morajo jesti, in zelenjavo. In kaj se je zgodilo pri tej skupini, ki je kuhano jedla? So skoraj vsi organi oboleli. In še celo potomci so imeli krajše življenje oziroma krajšo življenjsko dobo. Pri drugi skupini vse normalno, dolgo živo zdrave mačke. Ne. Mislim, poskus na živalih, ampak je zelo dober, da vidiš, koliko hrana vpliva na to, ne, kaj smo. Ne. Seveda, čim bolj ekološko hrano je fajn iskati, če imate vrt doma, super, ker veste, kaj ste vzgojili, ne, ker veste, da res ni z ničimer špricano, ker te pesticidi in vse to je res problem. Ne. Veliko sadja in zelenjave, ne toliko mesa, ne, pa mlečnih izdelkov, sploh v teh zimskih časih, ne, ker je imunski sistem bolj na udaru, ker vse, kar razkisa telo, ne, pomaga kislobazno ravnovesje vzdrževati. Meso, mleko, cukor, sladkorne, moka,
to pa zakisane in tega ne bo čim manj v hrani. Ne? Kaj ti meniš o raznih prehranskih dodatkih? Jaz sem bil nekoč na enem predavanju in je en predavatelj rekel, da v eni tabletki je, ne vem, 20 kg solate, na pamet govorim, stisnjene v to tabletko, ki jo jaz dobim. A je to dobro ali je to slabo za naše telo? Zdaj lahko je dodatek, se zato se jim pa reče tudi dodatek. Ne pa, da bi na prehranskih dodatkih ti živel, ne. Se hranil sam s prehranskimi dodatki. Se to sem mislil, ja, ker Kakovostna hrana je osnova, ne. Tista kakovostna živa hrana, z vrta domačih pridelovalcev. Ker živa hrana ima velika, ne, in vitaminov, in enzimov, vse, ja, zaščiti črevesne flore in tako naprej. Tudi fermentirana hrana je zelo nujna, ker fermentirana, naprimer kislo zelje, kisla repa, ne, to so včasih pozim, to jedli, ne? To je zimska hrana. Zimska hrana, ampak obenem je tudi pomagala krepiti črevesno floro. Če povemo, da je imunski sistem, sedež tega imunskega sistema je 80% v okolici črevesja, ja, pa že to zelo dobro vpliva na samo funkcioniranje naših obrambnih moči. Ker se nama ura izteka, še zadnje vprašanje. Vsak od nas začuti, da ga stresa mraz, da mu kapljica do super teče. V nekem trenutku se ti kar nekaj obrne o imunski sistem in se rečeš, to je pa tako čuden. Kaj narediti v takem primeru, ker zaznaš, da ti je imunski sistem padel in da se bo nekaj v telesu zgodilo, ali pa da se je neka sprememba zgodila. Kaj v tem trenutku narediti, še to nam prosim daj na svet? To tudi veliko staršev, to je super vprašanje, ker tudi veliko staršev tukaj pogrne z mano, ko sem bila v tisti fazi. Ker pol zdaj v našem primeru rečejo, da boš COVID, da ne smeš kihati, ne smeš kašljati, katastrofa, tako je karantena in panika. Kaj narediti v tem primeru? Čim prej reagirati, se pravi, čim prej, če prej niste nič od tega upoštevali, tudi kar je še napisano, hrana, hidracija, da otrok res dosti spi, da dodate še kakšne C vitamin, D vitamin, ameriški slamnik, ne, če tega prej niste kot preventivo uporabljali, takoj začnite. Tudi preveriti, koliko je otrok popil čez dan, ne, a je dosti spil ali ne. Tudi ameriški slamnik ima to specifiko, ne, če ga prej niste jedli, bolj je fajn, da vsaj v prvih znakih dati otroku. V kakšnih oblikah ameriških? Jaz vem, da obstaja, mislim, jaz sem dobil z ene kmetije alkohol, ki mi razkuži, ampak otroku ne moreš tega dati. Obstaja v... Eni starši se znajdejo, da dajo vroč čaj pa alkohol izpari, ampak drugače pa za otroke, ja, je od 4. leta, mislim, da naprej so tabletke. So tabletke, obstaja. Ki so v bistvu narejene na ta način, da alkohol, ne, tinktura je iz alkohola, ampak pol alkohol izparijo. Ostanejo samo tiste učinkovine, ne. Ker če tako začnete ameriški slamnik dajati, dejansko lahko prepreči tudi nadaljevanje tega prehlada, kihanja in tako naprej. Tudi kakšen vroč čaj, recimo ingverjev, da pogreje in da požene ta notranji, kako bi rekla, ogenj, da pomaga. Da prežene. Prežene, ja. te viruse. Tako da, okej. Ker nam čas ne dopušča, če vas zanima več, vabljeni, lahko me kontaktirate tudi za brezplačne posvete. Pri določenih otrocih, ki so bolj recimo imunsko že tako obremenjeni, je sploh fajn videti, kaj od ukrepov še je fajn dati, poleg ameriškega slamnika, sploh če so otroci že 3 kure antibiotikov dobili, to ameriški slamnik ne mogo poštimati. To bo treba probiotike in tako naprej. Hvala. No, evo, takole iskrena hvala tebi za to bogato vojno nekih zgodovinskih dejstev, ki nas učijo vse te zgodbice, že od zadnjič, zdaj pa sploh, ta dva Pasteur in Béchamp. V ozadju vedno zmaga kapital, pravijo, in gledajte, ljudje, vse se vrti okoli denarja, to vsi vemo. Ampak na koncu je denar tisti, ki pokoplje naše zdravje, naš imunski sistem, naše odnose kvari. Tako da zdaj nas ta korona, nova korona, ker korona obstaja, nova korona, jaz rečem, da sploh ne obstaja, ker ko enkrat ena stvar izumlja in ne moreš še enkrat izumiti, a ne, to čisto po logiki. COVID je ene vrste projekt in znotraj tega projekta nam vlade ponujajo izjemno dober stres, slabo počutje, odgovornost, krivdo
da človek, seveda moj imunski sistem pade, kot smo zdaj rekli, zboliš, če naredimo en tak kratek rezume, in potem rešitev je samo ena. Ljudje, cepite se, ne, to je rešitev. Dajmo se cepiti, ok? Ena injekcija. Jaz sem enkrat rekel, 3 avioni letijo, od spodaj so 3, ki streljajo z granatam gor, in vsi 3 enako zadanejo letalo na isto mesto. Čist v levo roko, recimo, a ne? Ampak vsako letalo pade dol drugače. Tudi mi popadamo v tej situaciji vsak drugače. Da do tega ne pride, se borimo proti vsem tem stvarem. Mene boli srce, ko gledam včasih vrste, pa veste, da te vrste verjamem, celo verjamem, da so zaigrane strani vlade, zato da vsem ostalim zbujajo slabo vest, hkrati pa vabilo pridi tudi ti. Ne nasedajte. S tem zaključim to uro in vas povabim, da se ob 18. uri, ko bomo imeli spet zanimivo temo, naš član Ervin nam bo predaval, opovedal več o hipnotičnih govornih vzorcih. Torej se vidimo ob 18. Hvala lepa in si vzamemo malo pauze. Čau, ta čas.